menstrualna skodelica, disk, tamponi, vložki in še. Te zanima, kakšne oblike zaščite v času menstruacije imaš na voljo? Za vložke in tampone si že slišala. Kaj pa za menstrualno spodnje perilo, pa pralne vložke, pa menstrualno skodelico in menstrualni disk? Če te zanima več, glej naprej. Vložki so najbolj enostavna oblika zaščite. Sam nalepaš jih na spodnje hlačke in to je to. Pa menjaš jih vsake 3 do 4 ure. Prednosti uporabe vložkov. Ful so enostavni za uporabo. Izbiraš lahko med različnimi velikostmi. Če imaš močnejši tok, izbereš večje, drugače pa manjše. Pa super so tudi za uporabo med spanjem. Posebej v ta namen prodaja tudi nočne vložke. Minusi uporabe vložkov. Menjati jih moraš precej pogosto, da preprečiš razmnoževanje bakterij, pa zmanjšaš potencialni vonj. Niso primerni za plavanje, včasih se znajo premakniti, sploh med kakšno športno dejavnostjo. Lahko povzročijo tudi razdraženo kožo zaradi kemikalij in dišav. In ker jih po vsaki uporabi zavržeš, niso ravno prijazni do okolja. Tamponi so super zadeva, zato ker ga sam vstaviš v nožnico in pozabiš za 4 do 8 ur. Odvisno od tega, koliko močan tok imaš. V primerjavi z vložki rabiš nekaj več časa, da se jih naučiš pravilno namestiti, ko pa je enkrat vstavljen, ga sploh ne čutiš. Prednosti uporabe tamponov. Ko ga pravilno namestiš, ga sploh ne čutiš. So majhni in diskretni in pa z njimi lahko plavaš. Minusi uporabe tamponov. Povzročijo lahko sindrom toksičnega šoka, lahko iritirajo in izsušijo nožnico. Uporaba ponoči ni priporočljiva, sploh če spiš več kot 8 ur. In pa podobno kot vložki, niso prijazni do okolja. Narejena je iz mehkega medicinskega silikona. Vstaviš jo v nožnico, podobno kot tampon. Njene največje prednosti pa so to, da jo lahko uporabljaš več let, preden jo moraš zamenjati. In pa to, da jo lahko nosiš po 12 ur naenkrat. Ko izbiraš menstrualno skodelico, boš opazila, da je na voljo ogromno različnih oblik in velikosti. Če kupuješ svojo prvo, priporočam tole od Satisfyerja, ker dobiš kar 2 različne velikosti za 10 evrov. Ženske pred porodom nosijo manjše skodelice, po porodu pa se priporoča večja. Tudi oblike se razlikujejo, ker se razlikujejo tudi ženska telesa in njihova anatomija. Mogoče ti prva skodelica, ki jo boš preizkusila, ne bo odgovarjala, ampak naj te to ne odvrne od nje. Ko boš našla pravo, ti bo ta služila še dolgo časa. Prednosti menstrualne skodelice. Ker jo lahko uporabljaš tudi po več let, preden jo zamenjaš, veliko prišparaš. Zaradi tega razloga je tudi zelo prijazna do okolja. Izprazniti jo moraš na 12 ur, kar pomeni, da jo lahko sprazniš samo zjutraj, ko se zbudiš, in zvečer najlažje kar pod tušo. Čez dan si pa brez skrbi. Ko jo nosiš tudi ko plavaš, spiš ali pa ko športaš in ostala bo na mestu. Ko jo uporabljaš, ni nobenega vonja po menstruaciji in ne iritira nožnice. Minusi uporabe menstrualne skodelice. Nekaj časa traja, da se jo naučiš pravilno namestiti in odstraniti. Ampak, ko se enkrat naučiš, je ta proces hiter in enostaven. Ko jo prazniš, imaš opravka z menstruacijo, ob čemer je nekaterim ljudem nelagodno, ampak ne skrbi, krvi ni toliko, kar misliš, in na praznjenje se hitro navadiš. Vsakič, ko jo izprazniš, jo moraš splakniti in če se le da umiti z blagim milom. Po koncu menstruacije moraš pa skodelico še razkužiti, tako da jo skuhaš v vreli vodi. Princip in plusi in minusi so praktično enaki kot pri menstrualni skodelici. Sam namesti se nekoliko drugače. In en dodaten plus menstrualnega diska je ta, da ga lahko nosiš tudi med seksom. Edina pomembna razlika med diskom in skodelico je ta, da obstajajo tudi diski, ki so samo za enkratno uporabo.
Gre za neprepustno spodnje perilo. Vložek je tako rekoč integriran v hlačke. Menjati jih moraš na 3 do 6 ur. Lahko jih uporabljaš namesto drugih oblik zaščite med menstruacijo ali pa jih uporabljaš kot dodatno zaščito. Super so tudi, če jih nosiš, ko pričakuješ menstruacijo, pa ne veš točno, kdaj se bo prikazala. S tem perilom si v tistih dneh lahko popolnoma brez skrbi. Prednosti menstrualnega spodnjega perila. Uporaba je bolj udobna od vložkov. Perilo je zelo diskretno. Super se obnese, če ga uporabljaš v kombinaciji s tamponom ali pa ko se še učiš pravilno namestiti menstrualno skodelico ali pa disk. In pa dobro je za okolje. Minusi uporabe menstrualnega spodnjega perila. Menjanje na javnih mestih je nepraktično in s sabo moraš imeti nepremočljivo vrečko, da jih lahko neseš domov. Pred pranjem jih moraš splakniti ali pa namakati v hladni vodi, preden jih lahko pereš s preostalim perilom. Če jih želiš uporabljati čez cel cikel, jih moraš kupiti kar nekaj, kar pa na začetku ni ravno poceni. So vložki iz blaga. Pritrdiš jih s sponkami, izdelani pa so iz podobnih materialov kot menstrualno spodnje perilo in tudi te moraš menjati na 3 do 6 ur. Prednosti pralnih vložkov: nakupom na dolgi rok prišparaš denar, ker so za večkratno uporabo, so okolju prijazni. Poleg tega pa se ti nikoli ne bo zgodilo to, da doma nimaš nobenega vložka, ko te preseneti menstruacija. Udobni so za nošenje in veliko žensk celo trdi, da so bolj udobni kot navadni vložki. Minusi pralnih vložkov: menjanje vložkov, ko si na poti, je nepraktično, ker moraš vložke potem nositi s sabo. Pa včasih se med uporabo premaknejo. In ker jih moraš redno menjavati, jih moraš imeti kar nekaj na zalogi, sploh če perila ne pereš vsak dan. Perejo pa se enako kot menstrualno spodnje perilo. To je to. Hvala za ogled videa. Če še vedno ne veš, za kaj se odločiti, si na našem blogu še enkrat preberi vse minuse in pluse različnih pripomočkov. In če te zanima še kaj drugega o menstruaciji, sem posnela tudi video samo o tem. Pa ne pozabi nas spremljati tudi na družbenih omrežjih, kot so Instagram, Facebook, TikTok in YouTube. In ne zamudi prihajajočega videa o ovulaciji in tem, kdaj lahko zanosiš. Se vidimo!